te sprejeme v poolimpijskem času, ste jih prešteli? Ne, v bistvu, če sem čisto iskren, niti ne štejem. Imam nek fokus, bolj se osredotočam na treninge, ki so vmes, ker še vedno, ko končamo sprejemih, je treba iti v sezono in tekmovati na čim boljši ravni. Koliko moči je ta pozornost, ki morate nameniti izven tekmovanj, izven treningom, koliko to pobere? Ja, tako kot verjetno že veste, da je trening pa počitek prinašati rezultat. In če narediš trening, pa potem se ne spočiješ, je učinek samega treninga nekoliko manjši. Zdaj, seveda si vsi želimo, da bo izkupiček treninga in počitka čim večji, sam bomo pa videli, kako bo, ko zdaj štartamo s tekmo. Vendar v takem sprejemu, kot je danes, vendar je nekaj sladkega, se pravi nagrada, tudi materialna za vaše opravljeno delo, kar ni nepomembno. Ste zadovoljni, kar športnik po takem naporu in osvojeni kolajni dobi? Ja, tle je vedno vprašanje za športnika, naj sam oceni, ali misli, da je to zadost. To je zelo, bom rekel, tako nehvaležna naloga, tako da tudi sam ne bi ocenjeval. Sem pa vedno vesel kakšne nagrade. Še bolj sem pa vesel dejstva, da recimo tako kot Kolektor, ki nas je danes gostil, ki je tudi sponzor naše reprezentance, da gleda na dolgi rok in da ne glede na to, ali gre slabo, še vedno verjame v nas in da potem gremo naprej. Taka kolajna je pač tudi nagrada zame, ampak jaz to vidim kot tudi nagrado za Kolektor, kot kolektiv, ki nas podpira, in nekako, se pravi, to je del slovenskega gospodarstva. Mi pač kot reprezentanca tudi predstavljamo Slovenijo na mednarodni ravni in mislim, da so taka sodelovanja hvale vredna in da prinesejo tudi dobro Sloveniji kot državi. Šport je lep, ampak lahko tudi zelo krut. A je ta razlika med kolajno in 4. in ostalimi mesti, tudi kar se tiče nagrad, lahko tako velika, da je športniku breme ta rezultat? Ne, mislim, da rezultat ni nikoli breme. Se treniraš za to, da narediš rezultat, da probaš premagati vse in to je nekako sestavni del športa. Ko ti pa ne uspe, je veliko težje kot takrat, ko ti uspe. Bi si sami, glede na to, kako čustveno ste doživeli te uspehe po Pjongčangu, želeli, da bi se sezona zaključila ali vendarle tudi z neko dobro popotnico potujete zdaj na Finsko na zaključek sezone, ker pa imate dobre spomine? Ja, na Finskem sem postal tudi svetovni prvak. Seveda se veselim sezoni še naprej. Kot športnik vedno treniraš za to, da lahko potem načeloma skozi čim več tekem pokažeš, koliko si pripravljen. Seveda tukaj tudi obstajajo nihanja, ampak do konca sta še 3 postaje svetovnega pokala. Obstaja tudi skupni seštevek, ki je zame osebno tudi zelo pomemben. Še posebej glede na zadnje 2 sezone in na vso bolezen. Hotel bi pač priti čim više, in to bo zame tudi potrdilo, da še vedno sem na nivoju, ne glede na te 2 slabe sezone, da po eni sezoni treninga, se pravi po enem poletju in jeseni, da spet prideš nazaj. To je vseeno, če pogledamo svetovno merilo, odraz neke kvalitete in to je tisto, kar me najbolj veseli. Se pravi, motiva in energije je dovolj? Definitivno. Hvala. Hvala.